Kako je mogoče, da akademski KRT center, za katerega so donatorji že pred 5 leti zbrali 850 tisočakov za nakup ključne opreme, prostore in kader, ki bi zdravil rakave bolnike, pa tudi že imamo, še vedno ni zaživel? Takšno zdravljenje številnim bolnikom z rakom namreč prinaša možnost preživetja. In na kaj potem čakajo v Javni agenciji za zdravila? Rebeka Tomadus. Marec pred 5 leti. Z doniranimi 850 tisočaki je naše zdravstvo bogatejše za ključne aparate, ki omogočajo personalizirano celično zdravljenje rakavih bolnikov. Bi se na tem mestu res zahvalil vsem, ki so imeli srce in dali te prispevek. Se mi zdi, da je to zmaga seveda za nas bolnike, ampak to je tudi zmaga za slovensko družbo, za slovensko javnost, ki je bila sposobna se poenotiti. A očitno je poenotenje ostalo ujeto v birokratskih zapletih. Za bolnike je čas tista pomembna kategorija in prej, ko bo to na voljo, več življenj se bo lahko rešilo. Z naše strani smo dali vso dokumentacijo. Mi smo že dobili tudi odločbo JAZMP-ja, da je naša vloga popolna in seveda glede na to, da se vmes spremeni pravilnik, spremeni se zakon, začnemo teči nov krog in v bistvu smo to naredili v teh 5 letih že 2-krat. Lansko leto pa še ena ovira. Takratna vlada je ustanovila Javno agencijo za kakovost v zdravstvu. Po novem Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke zahteva tudi njihovo pozitivno mnenje, šele na to lahko prižgejo zeleno luč. Zaradi Javne agencije za kakovost v zdravstvu, ki ni operativna, ne moremo v bistvu priti čez določene zahteve. Mi se zavedamo, da morajo biti tukaj najvišji standardi kakovosti pa varnosti, ampak kljub vsemu pa pričakujemo, da vse te institucije, ki vsa ta potrdila dajajo, preverjajo in skrbijo za kakovost in varnost, naredijo vse, da bi te postopki pregleda, odobritve hitreje tekli. Neverjetno je, nadaljuje Modic, da ima ključni deležnik, pozor, kar 180 dni časa za presojo dokumentov. Če nekaj ni popolno, bi se nam zdelo prav, da to vemo takoj in takoj dopolnimo. A 180 dni bolnik, ki mu ne preostane več drugih možnosti, nima, pojasnjuje na hematološkem oddelku. Mi lahko to zdravljenje zagotovimo, pripravimo v reda velikosti nekaj tednov. Se pravi, ne mesecev, ampak dejansko znotraj enega meseca. Celično terapijo UKC sicer že zdravi, vendar potrebno zdravilo kupijo od drugih proizvajalcev. Če bi akademski center dobil zeleno luč, bi zdravilo izdelali v inštitutu za vsaj 130 tisočakov ceneje kot sicer. Kje se zapleta, smo pa vprašali Ministrstvo za zdravje in tudi Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, a odgovorov nismo prejeli.